Na robu dokumentiranih dejstev se zibajo teorije zarote, ki se oddaljujejo od neodgovorjenih in vznemirjajočih vprašanj. Javnost tako še naprej sledi nitim sumov, skrivnosti in ugibanj, z namenom razkriti veliko sliko dogajanja. Številka 20. Pritisk Wall Streeta, poslovna zarota, pritisk Bele hiše. Poznana je pod mnogimi imeni, najpogosteje pa kot pozabljeni državni udar leta 1933. Zarota, za katero skoraj nihče ne ve. V središču je bil general-major Smedley Butler z vzdevkom bojeviti kveker. Veljal je za enega najbolj odlikovanih marincev v zgodovini Združenih držav in bil edini nosilec medalje za hrabrost mornariške pehote. Bil je tudi edina oseba, ki je dvakrat prejela medaljo časti za ločena vojaška dejanja. Prav Butler je postal nepopustljiv glas proti vojni industriji. Amerika po prvi svetovni vojni je bila polna optimizma in blaginje. Industrija in roparski baroni so bili na vrhuncu, oligarhi pa so služili več denarja kot kdajkoli prej. Neregulirani borzni trg je prav tako cvetel, vsaj do leta 1929, ko so Združene države Amerike padle v veliko depresijo. Kot neposredna posledica tega je prvi Franklin D. Rooseveltova administracija bila oblikovana in je bila pozorna na stisko, s katero so se Američani zdaj soočali, ko so čakali v vrstah za juho. Ker so Američani neposredno krivili republikansko stranko in je Roosevelt na koncu popravil zmedo, so se ljudje obrnili nanj. Tako se je začel New Deal, kjer so bili ustvarjeni varnostni mehanizmi, ki jih vidimo še danes, vključno z zavarovanjem za primer brezposelnosti in socialno varnostjo. Toda prav zaradi njegovih demokratičnih pogledov in vzgoje v bogati družini je večina poslovnežev in oligarhov ne odobravala Rooseveltove ogromne moči in vpliva. Novembra 1932 je bil izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike, kar je konzervativne člane javnosti izjemno vznemirilo, saj so se povečali strahovi pred socializmom in nepremišljenim vladnim trošenjem. Prav ti združeni elementi bi vodili do nenavadne zarote. Butler, ki se je sam opisoval kot republikanec, je podprl demokratsko stranko in na predsedniških volitvah glasoval za Roosevelta. Leto kasneje je začel obsojati kapitalizem in bankirje. Prav tako se je označil za prvorazrednega nasilneža v službi velikega kapitala, Wall Streeta in bankirjev. Ko je spoznal, da je v svojih 33 letih službovanja uveljavljal interese ameriških korporacij, namesto da bi branil svojo državo. Prav tako naj bi leta 1933 Butlerja, kljub njegovim novosprejetim idejam, kontaktiral borzni posrednik z Wall Streeta in fašist Gerald Maguire, ki ga je poskušal rekrutirati za vodenje državnega udara. Maguire mu je, kot je povedal, ponudil vojsko mož, ki bi odkorakali na Washington DC ter finančno podporo. Če bi bil državni udar uspešen, bi imel Butler skoraj popolno oblast v novo ustanovljenem položaju, sekretarja za splošne zadeve. Predsednik pa bi prevzel vlogo zgolj simbolnega vodje. Pod prisego je Butler pričal, da skupina poslovnežev ustvarja fašistično veteransko organizacijo, da bi izvedli državni udar in strmoglavili predsednika Roosevelta in ga želeli postaviti na ta položaj kot fašističnega diktatorja. Butler je v svojih pričevanjih obremenil več pomembnih osebnosti, vključno z Maguirem, Robertom Clarkom, Graysonom Murphyjem in Prescottom Bushem. Vsak od njih je zanikal vpletenost. Maguire je bil edini, ki je pričal pred odborom. Do konca zaslišanj nihče ni bil kazensko preganjan, saj ni bilo fizičnih dokazov in ker predlagani državni udar ni bil izveden. Vendar je končno poročilo navedlo, da ni dvoma, da so v teh poskusih razpravljali, načrtovani in bi lahko bili izvedeni, če in ko bi finančni podporniki to ocenili za primerno. Mediji so Butlerjeve trditve že na začetku preiskave označili za ogromno prevaro. Vendar so kasneje spremenili svoje mnenje in priznali, da je bila ideja o fašističnem pohodu na Washington alarmantno resnična. Številka 19. Območje 51 je morda drugi najbolj znani ameriški objekt po Beli hiši. Strogo zaupni objekt se nahaja v Nevadi, znotraj območja za testiranje in usposabljanje Nevade. Operacije, ki potekajo tukaj, niso javno znane, ameriško vojno letalstvo pa trdi, da gre zgolj za odprto vadbeno območje. Tajnost, visoka varnost in nerazkrivanje informacij o tem objektu so povzročili široko ugibanje med Američani in preostalim svetom, ki se sprašujejo, kaj to je in kaj se tam v resnici dogaja. Območje 51 je v središču številnih teorij zarote o nezemljanih. Najbolj znana teorija trdi, da ameriška vlada hrani vesoljska plovila nezemljanov in poskuša razumeti ter posnemati njihovo tehnologijo. Nekatere skupnosti teoretikov zarote govorijo o nezemeljskih telesih in obdukcijah ter namigujejo, da je območje 51 napreden laboratorij ali mrtvašnica za vesoljske oblike življenja.
Bob Lazar je trdil, da teorija S4 nakazuje, da je v ločenem objektu, povezanem z območjem 51, delal na letečih krožnikih. Tudi v tem območju so pogosto poročali o NLP-jih. Alternativne razprave omenjajo raziskave potovanja skozi čas in teleportacije. Nedavno se je v misli navdušencev nad območjem 51 in raziskovalcev Nezemljanov prikradel nov in verjeten predlog. Teorija zarote postavlja vprašanje, kaj če je območje 51 pravzaprav le vaba? Ideja je bila izsledena do podredita teorije zarote, kjer se je Lonely C 5885 spraševal, ali je ta objekt, ki naj bi bil skrivna baza, a ni prav dobro skrit, pravzaprav le vaba, namenjena temu, da preusmeri pozornost od resnično skrite lokacije. Eden od teoretikov je zapisal, da je njegov prijatelj iz letalskih sil delal v Nevadi in je ves čas omenjal območje 52, vendar nikoli ni razkril, kaj se tam dogaja. Komentar namiguje, da je bilo območje 51 morda skrivni objekt, dokler ni več bila, zaradi česar je vlada dejansko bazo preselila drugam in pustila prvotno lokacijo, da postane turistična destinacija, kot je že zdaj. Mnogi drugi uporabniki Reddita in so teoretiki zarot verjamejo, da je to morda res in tudi sami tako mislijo. Območje 51 je bilo prvotno namenjeno raziskavam zunajzemeljskega življenja in tehnologije, vendar je pritegnilo veliko več pozornosti, kot bi si lahko privoščilo, da bi ostalo skrivnost. Zato so se odločili za nerazkrito preselitev. Nekateri verjamejo, da je novi naslov na neimenovanem otoku, ki ni naveden na zemljevidih in Google Earthu. Vprašanje je potem postalo, če območje 51 ni pravo mesto, kje je potem skrivna vladna baza, ki naj bi se ukvarjala z raziskovanjem nezemljanov. Domnevno, območje 52 bi lahko bilo kjerkoli. Na Aljaski so baze, kot sta JBER in EAFB. V Združenih državah Amerike je Camp Peary strogo varovano vadbišče za tajne operacije CIA, pa tudi kompleks Cheyenne Mountain, ki je bil domnevno zgrajen za spremljanje vesoljske obrambe. Obstajajo tudi teorije, da bi se prava baza lahko nahajala na težko dostopnih mestih, kot so neprehodne gore, zamrznjene pokrajine ali v jarkih globokih kanjonov. Številka 18. Obstaja splošno priznan pojav izginjajočih nogavic, kjer oblačila damo v velik mehanski pralni stroj, ven pa pride le del njih. Čeprav se na ta dogodek mnogi smejijo in ga jemljejo kot šalo, je skrivnost izginulih nogavic, ne glede na to, kako zabavno se sliši, zelo resnična. Izbrani kos oblačila izgine in nihče, niti strokovnjaki, niso uspeli ugotoviti, kam je izginil. Nekateri so v šali predlagali neverjetne zgodbe, medtem ko so drugi pojav razčlenili in oblikovali delovne hipoteze. Ena od teh hipotez je teorija o prostoru in času, ki predlaga, da pralni in sušilni stroji ustvarjajo majhne črvine. Trditev namiguje, da visoke hitrosti, s katerimi se ti aparati vrtijo, ustvarjajo elektromagnetno polje, ki ima sposobnost upogibanja prostora in časa, kar ima za posledico majhne portale, v katera se oblačila, predvsem nogavice, posrkajo. Električni motorji pralnih in sušilnih strojev res lahko ustvarjajo nizkofrekvenčna magnetna polja, za katera se domneva, da so okoli 50 do 60 Hz. Črvine so tudi teoretični koncept, ki obstaja v okviru Einsteinove teorije splošne relativnosti in jih še niso opazili. Kljub temu pa nedavne študije o morebitnih odmevih črvin, signalih, ki prihajajo z druge strani črvine, nakazujejo na obstoj odmeva. Utrip ustraja pri približno 56,93 Hz, kar ustreza frekvenčnemu območju magnetnih polj, ki jih ustvarjajo vrteče se gospodinjske naprave. Kljub temu ni nobenih dokazov, ki bi podpirali teorijo, da te naprave ustvarjajo majhne črvine, ki požirajo nogavice. Toda, tako kot pri vsaki drugi teoriji zarote, se tudi ta ideja uporablja za to, da posameznikom ponudi možno razlago za nekaj, česar ne razumemo. Potem pa je en podiplomski študent postopoma začel temeljito raziskovati to anomalijo in začel z oceno števila nogavic, ki jih vsaka oseba na Zemlji izgubi. Povprečno število je bilo 1,3 nogavice na leto. NATO je bila določena časovnica, ki se je začela z množično uporabo pralnih strojev, postavljeno na leto 1956. Na koncu je študent upošteval maso povprečne nogavice, ki znaša 25 gramov. Z milijardami ljudi, ki skozi več desetletij vsako leto izgubijo milijarde nogavic, se začne pojavljati številka, in to precej velika. Vsaka posamezna izgubljena nogavica v zgodovini, zbrana na enem mestu skozi teoretično črvino pralnega stroja, bi preprosto povedano tehtala 1,44-krat, toliko kot Sonce. Priznani astrofizik je dokazal, da bela pritlikavka ne more preseči mase, ki je 1,44 krat večja od mase Sonca, saj bi v tem primeru preprosto kolapsirala zaradi lastne gravitacije in se spremenila v črno luknjo.
Teorija zarote namiguje, da so se nogavice, ki so bile prenesene skozi prostor čas, nakopičile na enem mestu in ustvarile črno luknjo. Vsake naslednje nogavice, ki bi izginile, bi bile na koncu posrkane in odnesene na neznane lokacije. To domnevo so sprejeli navdušenci nad teorijami zarote, da bi pojasnili, zakaj se včasih na ključni kosi oblačil znajdejo v njihovih pralnih in sušilnih strojih. Kosi, ki niso nikoli bili njihovi in jih nihče ne prepozna. Številka 17. Ker jih danes ni več med nami, je težko razumeti koncept orjaških bitij, podobnih kuščarjem, ki so nekoč tavala po planetu. Njihove splošne oblike poznamo le zato, ker so se fosilizirali v sedimentu in vemo, da so sploh kdaj obstajali, samo zaradi kosti, ki so jih pustili za seboj. Če pomislimo, da so bila na Zemlji bitja, ki niso bila podobna nobenim današnjim živalim, se sliši fantastično, neresnično in skoraj mitološko. Zaradi te skoraj legendarne pripovedi ima veliko ljudi v družbi skupno prepričanje, da morda dinozavri sploh nikoli niso obstajali. Teorija o lažnih fosilih namiguje, da je ostanke dinozavrov namerno ustvarila in postavila na Zemljo vlada, da bi vzdrževale laž, ki v resnici nikomur ne prinaša koristi. Druga razlaga omembe dinozavrov jih prikazuje kot zmaje in namiguje, da so mitološke zveri, o katerih slišimo v pravljicah, nekoč hodile po Zemlji pred velikim svetopisemskim potopom. Manj znano prepričanje o dinozavrih je obrobna teorija, ki trdi, da so bili dinozavri nadnaravne stvaritve, domnevno ustvarjene strani nefilimov. Nefilimi, skrivnostna bitja, se pojavijo v prvi Mojzesovi knjigi kot potomci božjih sinov in človeških hčera Adama. Njihovo ime bi lahko približno prevedli kot padli, ki služijo kot veliki bojevniki, in biblični velikani, kot so prikazani v Ezekielu in 4. Mojzesovi knjigi. Ta bitja so bile najbolj zmotno prikazane kot hudobni tirani, ker so jih povezovani z Noetovim velikim potopom. V skladu s splošno hudobno razlago nefilimov so teoretiki zarot njihovo gnusno ravnanje povezali z nastankom dinozavrov. Po tej domnevi so nefilimi, ki so želeli zasmehovati božji naravni red, križali zemenske zveri z nezemenskimi bitji in ustvarili himerične demone. Dinozavri so torej, ustrajajo oni, demonska bitja in ne evolucijski predniki. Ta teorija zarote je povezana s teorijo vrzeli, torej z nezabeleženo vrzeljo med prvo Mojzesovo knjigo 1.1 in 1.2, kjer naj bi bil predadamski svet ustvarjen, uničen in 6 dobesednih dni kasneje obnovljen. Prva Mojzesova knjiga 1.1.1 pojasnjujejo, je začetno stvarjanje življenja, medtem ko je 1.1.3 ponovno stvarjanje. 1.2 se zato razlaga kot trenutek velikega uničenja, znanega kot Luciferjeva poplava. Dinozavri bi po tem pogledu pripadali predadamovskemu svetu, ki je padel pod vpliv Satana. Zaradi svoje zdaj demonske narave so bili dinozavri uničeni v svetopisemskem potopu, za seboj pa so pustili kosti kot dokaz pozabljenega obdobja, v katerem so tavali kot gnusoba. Po tej teoriji fosili dinozavrov izvirajo iz obdobja pred stvarjanjem Adama in Eve, torej pred nefilimi. Uveljavljena teologija in paleontologija pa obe ti razlagi o demonskih dinozavrih zavračata. Ni nobenih dokazov, ki bi podpirali te teorije ali predlagane časovnice, in to se preprosto obravnava kot še en način poskusa razumevanja nerazumljivosti zgodovine. Številka 16. Na Luno je vezanih veliko teorij zarote, kako so polne Lune povezane z norim vedenjem ali kako naj bi jo naseljevala nezemeljska bitja. Nekateri verjamejo, da je ta naravni satelit v resnici votla vesoljska ladja, medtem ko drugi trdijo, da NASA nikoli ni zares pristala na njeni površini. Nemški diktator iz 30. in 40. let prejšnjega stoletja je prav tako predmet številnih neverjetnih zgodb. Kako v resnici ni nikoli umrl, temveč je pobegnil v Argentino. Ali kako je Tretji rajh ustanovil skrivno oporišče postaja 211 na Antarktiki. Nekateri vztrajajo, da je ista skupina razvila leteče krožnike, vril ali Henibu plovila, podobna vesoljskim ladjam nezemljanov. Trdili so tudi, da so imeli napredno okultno tehnologijo. Tretji rajh in njihov diktator ostajata kot liki v teoriji zarote, ki nas vodi nazaj k nebesnemu telesu, oziroma fraza mož na Luni dobi povsem nov pomen. Glavni teoretiki zarot verjamejo, da so med drugim nacionalni socialisti Tretjega rajha v Nemčiji v 30. in 40. letih razvili tehnologijo. Izjemno napredna za svoj čas jim je omogočila, da so poleteli med zvezde in opravili prvi pristanek na Luni v zgodovini. Ta ideja se je pojavila po drugi svetovni vojni, ko so začele krožiti govorice, da so nemški astronauti vstopili v vesoljsko plovilo, zapustili atmosfero in pristali na Luni. Dogodek, ki ga niso uspeli dokumentirati. Odsotnost poročila pa je bila morda namerna poteza nacionalsocialistov.
Po mnenju teoretikov je vojska med bivanjem na Luni vzpostavila strogo zaupno postojanko, za katero nihče ni smel izvedeti. Ta več desetletij stara teorija je celo pripeljala do ugibanj, da je diktator pobegnil na Luno in preostanek svojih dni preživel v podzemni lunarni bazi, varen pred jezo družbe. Teoretiki so povezovali to idejo tudi z nenadnim porastom opažanj letečih krožnikov v tistem obdobju. Posebej so izpostavili Roswell v Novi Mehiki, incident iz leta 1947, in trdili, da so za tem stali nacionalsocialisti. Po sorodnih teorijah sta se vojska in diktator med svojimi pustolovščinami celo srečala z več nezemeljskimi rasami. Teorije so postale tako priljubljene, da je leta 1947 Robert A. Heinlein napisal roman z naslovom Rocket Ship Galileo, v katerem je uporabil nekatere značilnosti iz govoric. Roman spremlja 3 najstnike in znanstvenika, ki zgradijo raketo na atomski pogon, s katero poletijo na Luno, kjer se nato soočijo z nekaj kaotičnimi pustolovščinami. Knjiga je bila napisana tik po drugi svetovni vojni in odraža strah tistega časa pred potovanjem v vesolje. Napisana je bila tudi na način, da je bila za svoj čas znanstveno natančna, hkrati pa je delovala precej realistično, glede na to, kako je potovanje v vesolje potekalo 22 let kasneje, ko je prišlo do prvega zabeleženega pristanka na Luni. Podrobnosti in natančnost Heinleinove rakete Galileo so bila dovolj, da so že prepričane ljudi prepričale, da je Tretji rajh res prišel na Luno in da je povsem mogoče, da se je tudi diktator tam skrival. Številka 15. 9 dni, 1 uro in 32 minut. Od 1. aprila 2026 se je posadka na krovu Artemis II odpravila proti Luni na oblet Lune. Potovanje jih je popeljalo okoli Lune in nazaj, pri čemer so tisti na krovu postali prvi ljudje, ki so videli oddaljeno stran Lune, ali temni strani, kot ji mnogi pravijo. Misija je prvič v dokumentirani zgodovini omogočila, da je bila druga stran Lune fotografirana, kar nam je na Zemlji omogočilo visoko ločljiv pogled na površje s kraterji. Toda misija Artemis II je prinesla nova vprašanja, kot na primer, zakaj se v 57 letih nismo vrnili na Luno? Uradni odgovor na to vprašanje je, da je javno zanimanje upadlo in s tem tudi podpora raziskovanju Lune. Vendar pa se lahko vprašamo, zakaj je zanimanje nenadoma upadlo že po eni sami misiji. Za teoretike zarote je bil odgovor na vprašanje, zakaj se nismo vrnili, veliko bolj zapleten in se je začel z idejo, da se nismo vrnili na Luno, ker tja sploh nismo šli. Podobno kot teorija, da je pristanek na Luni lažen, so skeptični državljani trdili, da se misija Artemis II v resnici sploh ni zgodila. Ampak je bil to še en zrežiran dogodek. Le še eno odvračanje pozornosti od nepravilnosti vplivnih in priljubljenih oseb. In zagotovo je delovalo. Celih 10 dni. Od trenutka, ko so astronauti vstopili v raketo, je javnost spremljala vsako sekundo. Tako optimisti kot skeptiki so pozorno spremljali misijo in se čudili visoko kakovostnim posnetkom, ki so prihajali nazaj na Zemljo. Za optimiste je bilo to navdihujoče in so z občudovanjem spremljali dogajanje. Za skeptike pa je bila to le še ena laž. Trdili so, da so zelena platna ustvarila ozadje za še eno lažno misijo. Bil je še en trenutek na snemanem prizorišču filma, ki je Amerika. Teoretiki so opozarjali na čudne nedoslednosti v posnetkih, napake in stvari, ki preprosto niso imele smisla. Na primer, nekateri so opozorili na enega izmed videoposnetkov astronautov in na to, kako se lasje Christine Koch niso obnašali tako, kot bi pričakovali. Zdelo se je, da so lasje ostali na mestu, kar je povzročilo skepticizem glede celotne misije. V drugem videoposnetku, ki se ga je ogledalo več kot 1 milijon ljudi, astronauti so vidni, kako lebde v breztežnosti. Vendar so teoretiki hitro začeli ugibati in opozorili, da se v kadru pojavijo žice, kar naj bi nakazovalo, da so preprosto viseli pred rekvizitom. Krožile so tudi govorice o posnetkih, ustvarjenih z umetno inteligenco, kar je dodatno podkrepilo orodje za preverjanje vodnih žigov SynthID. V razpravo so se vključili tudi argumenti glede slik na oddaljeni strani Lune. Nekateri so ugibali, da morajo biti slike ponarejene, ker je na slikah vidna svetloba. NASA pa je trdila, da je to posledica poravnave Sonca, Lune in vesoljske ladje. Druga značilnost, predstavljena kot dokaz v podporo trditvi, da je bila misija Artemis II ponarejena, so bile nenavadne podobnosti med slikami misije Apollo 8 iz leta 1968 in slikami misije iz leta 2026. Zemlja je bila videti v popolnoma enakem položaju glede na Luno, kot je bila pred vsemi tistimi leti. Vendar pa je bila ena zadnja napaka tista, ki bi tej teoriji zarote dala verodostojnost. Freudov spodrsljaj, ki je prepričal precejšen del javnosti, da se misija Artemis II ni zgodila. Med intervjujem je kapitan misije, Reed Wiseman, podal naslednjo izjavo, citiram: "To je prvič, da bomo poslali ljudi na Luno.
Misija Artemis 2 bi bila sicer drugič, da je človeštvo šlo na Luno, če sploh verjamemo, da se je to zgodilo, kot trdijo teoretiki zarote. Številka 14. Leta 2024 sta se v Združenih državah Amerike zgodili dve najbolj uničujoči naravni nesreči v neposredni bližini ena drugi. Prva izmed obeh je dosegla kopno 26. septembra na severozahodu Floride in se imenovala orkan Helena, velik in katastrofalen tropski ciklon. Hitro stopnjevanje je povzročilo veliko uničenje, ko je orkan pustošil po Tennesseeju, Georgiji, Severni Karolini in Južni Karolini. Veter je bil močan, poplave so bile hitre in do konca svojega opustošenja je orkan postal najbolj smrtonosen, ki je prizadel ZDA po orkanu Marija. Le mesec kasneje je udarila naslednja uničujoča katastrofa. To je bil še en izjemno močan tropski ciklon, ki je prinesel močne vetrove, obilno deževje in ogromne poplave v Yucatan v Mehiki, zahodno Kubo in vzhodno osrednjo Florido. Orkan Milton je dosegel kopno oktobra 2025 in postal znan po svoji eksplozivni okrepitvi, saj je v manj kot 24 urah iz orkana 5. kategorije zrasel v najmočnejši atlantski orkan v zgodovini. Milton je povzročil obsežno škodo v skupni vrednosti 34 milijard 300 milijonov dolarjev. Uničena sta bila infrastruktura in pridelki. In kot da uničenje ne bi bilo dovolj, se je po drugem orkanu po družbenih omrežjih razširila teorija zarote, ki je črpala iz znanih teorij o kemijskih sledi in vremenu, ki ga ustvarja vlada. Trdili so, da je orkane ustvarila vlada Združenih držav Amerike in jih usmerila v določene skupnosti v okviru velike politične zarote. Med atlantsko sezono orkanov leta 2024 je bilo 18 poimenovanih neviht in 11 orkanov, kar so nekateri videli kot znak, da je v ozadju prisotna določena stopnja usklajevanja. Teoretiki so preučili več območij, ki so jih tisto leto prizadeli orkani, vključno s potmi Helene in Miltona. Ugotovili so, da je vlada usmerjala te uničujoče nevihte proti modrim zveznim državam, kjer so glasovi večinoma pripadali demokratski stranki. To je nakazovalo, da so bile nesreče povzročene iz političnih razlogov. Teoretiki so prav tako trdili, da so bile pod prejšnjimi administracijami orkani usmerjeni proti rdečim zvezdnim državam. Po mnenju teoretikov se sistemi NEXRAD Doppler radarjev uporabljajo za usmerjanje tropskih neviht proti ciljem. Seveda za to ni nobenih trdih dokazov, poleg tega pa se mnogi od teh orkanov skorajda ne pojavijo med pomembnimi volitvami v Združenih državah ali celo v njihovi bližini. Edini navidezni dokaz je prišel od Marjorie Taylor Greene, ki ima neuradni naziv ene najbolj neuravnovešenih političark v Združenih državah. Objavila je zapis na družbenih omrežjih s karto, ki prikazuje jugovzhodni del ZDA. Z napisom: "To je zemljevid območij, ki jih je prizadel orkan, s prekrivno volilno karto po političnih strankah, ki prikazuje, kako bi lahko opustošenje zaradi orkana vplivalo na volitve." Greene je tukaj namigovala, da je demokratska stranka povzročila orkane, ki so divjali predvsem po republikanskih območjih. Alternativne različice te nenavadne teorije zarote namigujejo, da Nacionalna uprava za oceane in atmosfero naskrivaj spreminja vreme in kot neposredna posledica tega, sončno geoinženirstvo povzroča hujše nevihte. Te neutemeljene trditve so postale tako razširjene, da so prisilile NOAA, da se je neposredno odzvala na situacijo. Pripravili in objavili so informativni list, ki obravnava in ovrže vsako od teh trditev, v katerem podrobno opisujejo, kako vreme deluje in vztrajajo, da niso odgovorni za močne nevihte. Na podlagi dejanskih raziskav se zdijo naključne. Številka 13. Nahajala se je v Orient Pointu v New Yorku in je bila ustanova, ki je služila kot obramba države pred nenamernim ali namernim vnosom čezmejnih živalskih bolezni. Imenovala se je Center za živalske bolezni na otoku Plum, kjer so znanstveniki PIADC sodelovali pri različnih pripravah na izbruhe z velikimi posledicami, ki so vključevale odziv, cepiva, terapevtske ukrepe, odkrivanje, diagnostiko in tehnologije za dekontaminacijo. Nekateri izmed najbolj osredotočenih vidikov centra vključujejo preprečevanje afriške prašičje kuge ter iskanje načinov za preprečevanje ali zdravljenje bolezni slinavke in parkljivke. Otok je gostil edino banko cepiv proti slinavki in parkljivki v celotnih Združenih državah Amerike. Ustanovljena je bila leta 1954 in je delovala 71 let. Uradno zaprta leta 2025, da bi se preselila na novo bazo v Manhattanu v Kansasu, namenjeno naprednejšemu nacionalnemu centru za bio in agro obrambo. Toda center za živalske bolezni na otoku Plum ne bi mogel obstajati ali izginiti, ne da bi pritegnil ugibanja, teorije in nenavadne trditve o dogodkih, ki so se tam dogajali.
Po ene izmed teorij zarote je splošni opis ustanove le krinka, saj naj se tu v resnici ne bi izvajale nobene raziskave bolezni. Namesto tega teoretiki predlagajo, da znanstveniki v tej ustanovi ustvarjajo hibride med živalmi in ljudmi. Eden izmed neuspelih poskusov naj bi bil tako imenovana Montauška pošast iz leta 2008. Tisto poletje je na obalo Long Islanda naplavilo nenavadno gmoto sesalskega mesa. Krajevni prebivalci so jo poimenovali Montauška pošast in pritegnila je pozornost kriptozoologov. Opisali so jo kot brezdlako, s telesno obliko rakuna, psa ali prašiča. Verjame se, da je pošast prišla iz bližnjega objekta na otoku Plum, bodisi kot neuspel poskus, odvržen v morje, ali pa kot pobegli primerek iz eksperimentov. Druga teorija zarote trdi, da so znanstveniki, ki so delali v tem objektu, bili državni znanstveniki, ki so podobno kot pri teoriji o nezemljanih na Luni razvijali nezemeljsko tehnologijo. Po precej verjetnejši razlagi, teoretiki predlagajo, da je otok Plum v resnici skrivno mesto, kjer vlada izdeluje orožje za biološko vojskovanje, kot je na primer limska bolezen. Leta 2019 so skeptiki iz javnosti pokazali na ta objekt kot na izvor limske bolezni v Ameriki, pri čemer so navajali, da so tam v 70-ih letih izvajali poskuse s klopi, kar se od takrat naprej širi kot govorica. Čeprav je bila ta teorija že dolgo ovržena, je celotna skupnost verjela, da je bila limska bolezen namerno sproščena iz političnih razlogov in za testiranje kot potencialno biološko orožje. Otok Plum so povezovali še z več neutemeljenimi teorijami zarote, zaradi česar je dobil naziv Otok groze. Tema kasnejših zapisov in vztrajnih ugibanj o strogo zaupnih objektih, ki jih podpira skrivnostna vlada. Številka 12. Incident v Roswellu je eden najbolj znanih in najbolje dokumentiranih dogodkov povezanih z NLP in zarotami o nezemljanih. Leta 1947 je domnevno visokoleteči balon strmoglavil blizu Roswella v Novi Mehiki, zaradi česar je ameriško vojno letalstvo prišlo na kraj dogodka, da bi pobralo padli predmet. Reakcija pa je sprožila pravo poplavo teorij zarote, saj so skeptiki predlagali, da so bili tukaj vpleteni nezemljani. Vojska je spodbudila naraščajoče zanimanje s trditvijo, da so ostanki prišli iz letečega krožnika. Kasneje so svojo prvotno trditev ovrgli in napovedali, da so deli prišli iz vremenskega balona, ki je bil del strogo zaupnega projekta Mogul, katerega namen je bil zaznavanje sovjetskih jedrskih poskusov. Vendar pa umik ni bil dovolj, da bi utišal razširjene teorije zarote. Pravzaprav jih je le še podžgal, saj je veliko ljudi verjelo, da vlada zdaj poskuša prikriti obstoj nezemljanov. Dogodek se je zgodil tudi v času norije za letečimi krožniki v državi, ko so poročali o nenavadnih predmetih na nebu in obiskovalcih iz vesolja. Sredi navdušenja nad nezemljani je incident v Roswellu pritegnil tudi druge verjetne razlage. Ti so jih ustvarili teoretiki zarote, da bi razumeli, kaj se je tam zgodilo. Ena od razlag je postavila vprašanje, so bili Sovjeti v ozadju NLP-ja v Roswellu? To vprašanje se je pojavilo po pripovedi neimenovanega vira, ki je trdil, da je inženir iz podjetja, znanega kot EG&G. Podjetje je delalo v območju 51, domnevni skrivni bazi, kjer naj bi izvajali poskuse na nezemljanih in pridobivali njihovo tehnologijo. Po navedbah tega vira je skupaj s še 4 inženirji EG&G preučeval ostanke nesreče v Roswellu. In na podlagi tega, kar je videl, ter lastnih mnenj o tem, je oblikoval mnenje, da so bili v incident v Roswellu vpleteni Sovjeti. Med hladno vojno je dejal, da so Sovjeti izkoristili delo na letalih tipa leteče krilo, ki sta ga razvijala dva nemška socialista, Walter in Reimar Horten. Domnevno so razvili predmet v obliki diska, ki je omogočal prikrito letenje in se je lahko izognil radarski zaznavi. Domnevno je ameriška vojska izpopolnila to tehnologijo tam v območju 51. V naslednjih nekaj desetletjih je vojska predstavila letala, kakršnih še nismo videli, vključno z F-117, ki je bil zgrajen kot prikrito jurišno letalo. Sovjetski voditelji so postali zaskrbljeni, ko so videli hitre tehnološke napredke svojih tekmecev, vključno z izdelavo in uporabo prve atomske bojne glave. Incident v Roswellu je trdil anonimni vir, ustvarila Sovjetska zveza kot opozorilo, da lahko in bodo sprožili prevaro z NLP, ki bi vsem Američanom vzbudila strah. Strah, ki ga je že leta prej vzbudila radijska oddaja Vojna svetov. Po besedah vira so Sovjeti ustvarili matično ladjo, ki je gostila manjše leteče diske. Na dan incidenta v Roswellu naj bi domnevna matična ladja lebdela nad območjem Aljaske in pošiljala drone. Ena od teh naprav je vstopila v zračni prostor Združenih držav in na neznan način strmoglavila v Roswellu. V notranjosti so bili biološko spremenjeni ljudje s povečano glavo in očmi. Domnevno so bili rezultat eksperimenta, ki ga je izvedel nori znanstvenik Jožef Mengele.
Komatozne posameznike so kasneje prepeljali v območje 51. Teoretiki zarote verjamejo, da se ta razlaga ujema z incidentom v Roswellu, vključno z nenadnim porastom poročil o NLP-jih, ki naj bi bili po anonimni trditvi manjši droni spuščeni z matične ladje. Po tej teoriji so Sovjeti dosegli točno to, kar so želeli. Panika je zajela Ameriko, saj je veliko državljanov verjelo, da so pod napadom nezemeljske vrste. Strahove je podpirala začetna izjava vojske, ki je trdila, da je bil predmet iz Roswella leteči krožnik. Po izjavi in krožečih teorijah so se nato pojavile govorice, da je bila razlaga o vremenskem balonu le prikrivanje resnice. Številka 11. Tega maja 2026, sredi vse večjega števila nenavadnih trditev, minister za obrambo Pete Hegseth se je javnosti obrnil z nenavadno izjavo in rekel: "Ne morem potrditi niti zanikati, ali imamo kamikaze delfine, lahko pa potrdim, da jih imajo." Tisti oni, na katere je mislil, je Iran. In izjavo je podal med intervjujem, o katerem je novinar omenil govorice o domnevnih kamikaze delfinih, ki naj bi jih uporabljal Iran. Po teoriji zarote naj bi iranska vojska razmišljala o uporabi delfinov, opremljenih z eksplozivom, za napade na ameriške vojaške ladje v Hormuški ožini, kjer potekajo spopadi. Ta trditev je pridobila na veljavi pred 2 desetletjema, potem ko so se pojavila poročila, da je Iran leta 2000 kupil vojaško izurjene delfine od nekdanje Sovjetske zveze. Bojni delfini naj bi prišli iz krimske ustanove prek nekdanjega trenerja, ki je skušal zbrati sredstva, da bi lahko še naprej hranili živali. Teoretiki trdijo, da so bili delfini izurjeni za neposredne napade na ladje in potapljače. Danes, pod nadzorom Irana, naj bi bili po nekaterih ugibanjih opremljeni z orožjem, ki bi ciljalo na podvodne vsiljivce. Čeprav se sliši kot koncept iz znanstveno-fantastičnih filmov, je bilo opaženo, da so ti morski sesalci izjemno inteligentni in so jih v preteklosti dejansko uporabljali za vojaške namene. In to ni počela samo Sovjetska zveza. Tudi mornarica Združenih držav Amerike je uriva delfine skupaj z morskimi levi za podvodne obrambne scenarije, posebej za odkrivanje min, pridobivanje predmetov in obrambo pred potapljači. Po poročilih pa jih nikoli niso opremljeni z orožjem. Vendar pa je bil Hegsethov omalovažujoč šaljiv ton dovolj, da je mnoge prepričal, da je v zgodbi morda več, kot je vlada pripravljena povedati. Haljanže ob izjavi: "Ne morem potrditi ali zanikati, ali imamo kamikaze delfine," namiguje na možnost, da imajo Združene države takšno orožje. Na začetku intervjuja je Hegseth tudi pripomnil: "Nisem še slišal za kamikaze delfine, to je kot morski psi z laserskimi žarki, kaj ne?" Mediji od takrat podrobno preučujejo uradne izjave Združenih držav. Zanikanje, da ima Iran kamikaze delfine, se je zdelo bolj kot zmanjševanje pomena poročil, kot pa dejanska potrditev. Družbena omrežja so takrat vznemirjena zaradi intervjuja in humoristične podtone razumejo kot živčen smeh, kar je tipičen znak zavajanja. Špekulacija še dodatno podžiga vztrajni internetni mit, ki trdi, da je med orkanom Katrina izginilo 30 bojno izurjenih delfinov, mornarice Združenih držav Amerike. Teorija zarote, da Iran načrtuje uporabo takšnega orožja, pa v resnici nima nobenih dokazov. Številka 10. Arheološko najdišče na Malti je raziskovalce pustilo v dvomih, saj jim ni uspelo ugotoviti, kdo je ustvaril to najdišče ali zakaj so ga uporabljali ljudje, ki so na tem območju živeli pred tisoči leti. To najdišče se imenuje Hypogea Halsaflieni in se nahaja blizu velikega pristanišča Vallette na Malti. Zgodovina njegovega odkritja je izjemna, saj nihče ni vedel, da obstaja, dokler ga niso povsem po naključju odkrili. Leta 1902 je bil kamnosek zadolžen za gradnjo hiš na tem območju in je ravno polagal temelje za te stavbe. Medtem ko je kopal po tleh, je po naključju prebil streho Hypogea Halsaflieni, vendar ni imel pojma, da je pravkar naredil pomembno zgodovinsko odkritje. Ko so opravili pregled najdišča, so ugotovili, da je bil velik del zgornjega nadstropja stavbe uničen zaradi gradbenih del, ki so se že začela. A ni bilo vse izgubljeno, saj se je kmalu izkazalo, da so spodnji nivoji ostali nedotaknjeni. Izkopavanja so se takoj začela. Leta 1903 pa je najdišče postalo last zasebnika. In naslednjih 8 letih so arheologi odkrili čim več kompleksa, kot je bilo mogoče, in ugotovili so, da je bil zgrajen s 3 ločenimi nivoji. Zgodovinarji niso vedeli, kaj naj si mislijo o kompleksni zgradbi, saj se je zdela kot nekakšen labirint, ki je vodil v različne sobe. V kompleksu so našli tudi hodnike in majhne kotičke, vendar niso bili prepričani, zakaj so bile te sobe uporabljene. Celoten labirint je bil natančno izklesan iz apnenca, pri čemer so nekatera upravljena dela izstopala po izjemni kakovosti.
Nekateri kamniti izrezi so bili zelo urejeni in natančni in nimamo pojma, kako bi to lahko naredili s primitivnim orodjem pred tisoči leti. Ko so se izkopavanja nadaljevala, so na različnih odprtih območjih našli več krožnih jam, za katere se domneva, da so jih uporabljali med obrednimi slovesnostmi. Toda zaradi nenavadne gradnje hipogeja Hal Saflian imajo nekateri ljudje druge teorije o tem, kakšen je bil njegov namen. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da je bila ta posebna metoda gradnje izbrana zato, da bi izboljšali akustične lastnosti kompleksa, saj se zdi, da so prostori natančno uglašeni na določene frekvenčne spektre. Če je temu tako, bi lahko bil hipogej Hal Saflian ena najstarejših zgradb, ki so jih kdaj ustvarili z namenom izboljšanja zvoka glasbenih instrumentov. Medtem ko je sama zgradba skrivnostna, so tudi nekatere relikvije, ki so jih tam našli, precej nenavadne. Med njimi je kipce, ki so mu dali ime Speča dama. Verjamejo, da predstavlja mater naravo, po mnenju nekaterih znanstvenikov pa naj bi šlo za upodobitev konca življenja. To najdišče, ki sega v obdobje med 4000 in 2500 pred Senenejšen štipi, zahteva še veliko več raziskav, izkopavanja pa se bodo verjetno nadaljevala še dolgo časa. Upajmo, da bodo raziskave razkrile več o teh skrivnostnih ljudeh in o načinu, kako so takrat živeli. Številka 9. Sprva so mislili, da sumerski seznam kraljev vsebuje le bitja in osebnosti iz mitologije te civilizacije. Toda odkritja, do katerih so prišli s pomočjo analize DNK, bi lahko dokazala nasprotno in prinesla še več skrivnosti temu nenavadnemu odkritju. Prvo ime na seznamu sega 226 tisoč let nazaj. Kar se morda zdi nenavadno, saj zgodovinarji ne verjamejo, da so takrat obstajale civilizacije. Menijo, da se je sumerska civilizacija začela šele leta 5400 pred Štunta in da se je končala 600 let kasneje. Zato je dejstvo, da se kraljevi seznam začne 100 tisoč let prej, zmedlo zgodovinarje. Sledi seznam imen kraljev, ki so vladali Sumeru do leta 1817 pred Štuta. Imena so zapisana v sumerskem jeziku, kot je pričakovano, in so vrezana v glinene tablice, ki so jih našli v starodavni Mezopotamiji, danes znani kot Južni Irak. Seznam so našli med več izkopavanji v tej regiji. V 20. stoletju prvi del pa je odkril nemško-ameriški učenjak Hermann Hilprecht. Na odkritje je naletel konec 19. stoletja, po obsežnih raziskavah pa je svoja dognanja objavil leta 1906. Leta 1911 je Jean-Vincent Schiller odkril še več fragmentov, skozi leta pa so izpod zemlje našli skupno 18 fragmentov. Pripoveduje tudi o velikem potopu, ki je zelo podoben tistemu, ki je opisan v Svetem pismu in naj bi se zgodil na tem območju pred 1000 leti. Vendar pa ostaja neznano, ali gre za izmišljeno ali zgodovinsko pripoved. Kar naredi seznam sumerskih kraljev tako nenavaden, je dejstvo, da naj bi nekateri kralji, omenjeni pred tem velikim potopom, vladali tisoče let, kar pa bi seveda moralo biti nemogoče. 8 omenjenih kraljev je skupaj vladalo 100 let. Zaradi česar so nekateri ljudje predlagali, da je seznam bodisi izmišljen ali pa pripoveduje mitologijo iz tistega obdobja. Kralj Enmu, Lu Ana, je naveden kot vladar, ki je vladal 100 let. Kralj Kali Uga pa je naveden kot vladar, ki je vladal 1000 let. To je še dodatno podžgalo teorijo o mitologiji, saj je število 432 pogosto uporabljeno v misticizmu skozi zgodovino. To je pomembno tudi za Vikinge, Maje in stare Grke. A drugi imajo bolj logično razlago. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da so te številke zakodirane v formuli, ki uporablja sumerski matematični sistem s osnovo 60. Ko to uporabimo na seznamu, postanejo obdobja, v katerih so vladali ti predpoplavni kralji, veliko bolj smiselna. Toda, ko ga uporabimo na popoplavnih kraljih, sistem odpove. Po seznamu je, ko so se poplavne vode umaknile, sumersko kraljevanje se spustilo z neba v povsem novo mesto z imenom Kiš. Nekateri kralji, omenjeni po tem obdobju, so Nangish Nangishlišma, ki je vladal 670 let, in Zuka Kip, ki je bil kralj 900 let. Nekateri zgodovinarji so ta dolga vladanja primerjali z vladavinami kraljev v Svetem pismu, za katere prav tako pravijo, da so živeli več 100 let. Nekateri so celo namigovali, da je ta seznam nekako povezan s temi kralji, vendar to ni bilo dokazano. Skupaj so kralji po poplavi vladali 10 let, 3 mesece in 3,5 dneva. Kraljevska oblast se nato preseli v Uruk in več drugih območij na današnjem ozemlju Iraka. Ko se datumi na seznamu nadaljujejo, je vladavina vsakega kralja krajša, razen še nekaj, ki so navedeni, da so vladali več stoletij.
Dolgo časa so verjeli, da so Sumerci ustvarili prvo človeško civilizacijo. Toda zahvaljujoč DNK testiranju, ki je bilo opravljeno na vzorcu, ki ga je predložil moški po imenu Albert Perry, so mu povedali, da je mogoče njegovo DNK izslediti do prednika, ki je živel pred približno 338 tisoč leti, kar so menili, da je nemogoče, in mnogi še vedno menijo, da je nemogoče. Zato mnogi ljudje še vedno vztrajajo, da so kralji na tem seznamu res lahko živeli tisoče let, vendar se to za zdaj jemlje z rezervo, dokler ne bodo odkrita dodatna dejstva. Številka 8. Skrivnostni primer sira Charlesa Kingsforda Smitha sega v leto 1935. In ker ga nikoli niso našli, njegov primer ostaja nerešena avstralska skrivnost. Smith si je v svojem življenju ustvaril precejšen sloves, saj so ga imeli za strokovnjaka letalstva, ki je izžareval veliko šarma. Njegovo kariero je zaznamovalo veliko podvigov, ki jih pred njim ni dosegel še nihče. Na primer, prelet celotne Avstralije brez postanka, let iz Avstralije na Novo Zelandijo, nato iz Avstralije v London in opravil prvi prelet Tihega oceana v smeri proti vzhodu. Vsi ti dosežki so sami po sebi izjemni, vendar jih zasenčijo dogodki iz leta 1935. Začelo se je 7. novembra tistega leta, ko se je Smith odločil poleteti iz Londona nazaj v Avstralijo. Do takrat je bil Smith, oziroma Smithy, kot so ga poznali njegovi prijatelji, star 38 let in odločil se je, da bo letel skupaj s Tommyjem Petherbridgem. Tistega večera, ko je sonce zahajalo, sta oba poletela z enomotornim letalom, imenovanim Lady Southern Cross. Ustavila sta se za točenje goriva v Allahabadu v Indiji, nato pa sta se odpravila proti Singapurju. V zraku ju je opazil še en pilot, Jimmy Melrose, ki je takoj prijavil opažanje, saj je bil zelo navdušen, da je srečal slavni dvojec. Verjame se, da je bil Melrose zadnja oseba, ki je videla Smitha in Petherbridgea, preden sta izginila. Omeniti je treba, da je Smith potem, ko je kot mladenič med letom nad plažo Bondi skoraj izgubil življenje, razvil akvafobijo. To je pomenilo, da je bil vedno, ko je letel nad vodo, nagnjen k paničnim napadom. Vendar ostaje neznano, ali je to imelo kakršnokoli povezavo z njegovim izginotjem. Vendar se zdi malo verjetno, saj je imel s seboj kopilota, ki bi lahko v vsakem trenutku prevzel nadzor nad letalo. Ko par ni prispel na cilj, so se pojavile številne teorije o tem, kaj bi se jima lahko zgodilo. Večina ljudi je domnevala, da je njuno letalo strmoglavilo v visoka drevesa na otoku Ije v Mjanmaru. In to z dobrim razlogom. Zemljevid, ki ga je uporabljal Smith, otoka še ni vseboval, zato bi lahko pozabil, da mu je na poti. Poleg tega so eno od podvoznih nog letala našli na otoku približno 18 mesecev, potem, ko sta izginila. 3 mesece po njunem izginotju je drug letalec poročal, da je na otoku videl več visokih dreves, ki so bila predomljena na pol. Vendar, ker niso našli nobenih dodatnih razbitin, ni bilo mogoče ugotoviti, ali je to posledica strmoglavljenja Smithovega letala. Nekateri verjamejo, da je podvozje zgolj naplavilo na otok in da je Smithovo letalo dejansko strmoglavilo precej bolj južno. Od takrat je več ljudi, vključno z zgodovinarjem Ianom McKenziejem, preiskovalo otok v iskanju dodatnih sledi, vendar brez uspeha. Ker niso našli ničesar več, izginotja Smitha in Petherbridgea nikoli niso bila razrešena. Dogodki tiste noči pa morda nikoli ne bodo prišli na dan. Številka 7. Vedno je zaskrbljujoče, ko najdejo dokaze, da je nekdo, za katerega so domnevali, da je mrtev, v resnici nekje živ, ne da bi to vedeli njegovi prijatelji in družina. Čeprav nikoli ni bilo dokončno dokazano, da je Herschel Greenspan preživel drugo svetovno vojno, ena fotografija nakazuje, da je bilo temu res tako. Greenspan, ki je izviral iz Hanovra v Nemčiji, nikoli uradno ni postal nemški državljan. Zahvaljujoč nemškemu zakonu o državljanstvu iz leta 1993, ki je določal, da lahko otrok, rojen v Nemčiji, pridobi državljanstvo le, če sta bila oba njegova starša rojena tam. Namesto tega je po koncu Prve svetovne vojne postal državljan Poljske skupaj s preostalo družino. Medtem ko je živel v Hanovru, je bilo razglašeno, da bodo vsi poljski Judi v Nemčiji aretirani in Greenspanova družina je bila med 12.000 ljudmi, ki so jih pridržali. Vse njihovo premoženje in zemljo so zasegli, družino pa so prisilili, da se je z vlakom vrnila na Poljsko. Ko so prispeli do meje, so morali prehoditi približno 3 kilometre, da bi prišli do mesta. Vendar jim vstop ni bil dovoljen in so morali ostati na meji, ker je zanje skrbel Rdeči križ. Razmere so bile grozljive in veliko ljudi je zbolelo. Greenspan takšnega ravnanja ni mogel več prenašati, zato je skoval zloben načrt. Ko je pridobil nekaj denarja, je kupil strelno orožje in odpotoval na nemško veleposlaništvo v Parizu. Zahteval je pogovor z uradnikom veleposlaništva. Trdil je, da je vohun in da ima pomembne informacije, ki jih želi posredovati. Izjavil je, da bo informacije predal le veleposlaniku, ki ga je imenoval njegova ekscelenca. A zadovoljiti se je moral s pogovorom z Ernstom von Rathom, mlajšim uradnikom.
Odvedli so ga v pisarno Fonrata, kjer so ga prosili naj predstavi omenjene informacije, a namesto tega je Greenspan potegnil orožje in ustrelil. Takoj so ga aretirali in v celoti je priznal zločin. Greenspan je zaradi svojega nepremišljenega dejanja postal nekakšna zvezda in je v zaporu Fresnes v Parizu dal več intervjujev. Tožilstvo si je prizadevalo, da bi ga poslali nazaj v Nemčijo na sojenje, vendar je francoska vlada to zavrnila. Na koncu so ga premestili v Burgas, vendar so njega in še nekaj drugih zapornikov med prevozom tja napadla nemška letala. Nekaterim zapornikom je uspelo pobegniti med kaosom, ki je nastal. In domnevali so, da se jim je pridružil tudi Greenspan, saj ga med tistimi, ki so na koncu prispeli v Burgas, ni bilo. Če bi to vedel, bi verjetno pobegnil, vendar je namesto tega odšel peš v Burgas, kjer se je predal policiji in pojasnil, da so ga preprosto pustili za seboj, ko so po napadu zbrali ostale zapornike. Nato so ga zaprli v Toulouse, vendar so ga Nemci še vedno iskali. Ker je bila Francija do takrat že kapitulirala, so zahtevali, da jim izročijo Greenspana, čeprav mu je bila nemška državljanstva zavrnjena. Francoska vlada temu zahtevku ni nasprotovala in Greenspan je bil zaprt na Prinz Albrechtstraße. Na koncu so ga premestili v Magdeburg, vendar pa njegova usoda potem ostaja neznana. Nekateri verjamejo, da je umrl v priporu, drugi pa so ugibali, da je preživel vojno in se preselil v Pariz. To teorijo je leta 1946 okrepila pojavitev fotografije, na kateri naj bi bil po mnenju mnogih Greenspan. Fotografija je bila posneta v Nemčiji in čeprav nikoli ni bilo potrjeno, da je to res Greenspan, mnogi verjamejo, da je dolgo živel neopažen s strani nemških oblasti. Številka 6. Vojaško osebje že desetletja poroča o nenavadnih lučeh na nebu. In nerazrešen primer izginotja dveh pilotov, Felixa Monkel in Roberta Wilsona, ni nobena izjema. Incident se je zgodil v noči na 23. november 1953. Po vseh podatkih je bila to nevihtna noč. Člani ameriškega poveljstva zračne obrambe, ki so bili nameščeni blizu kanadske meje, pa so postali sumničavi, ko so na svoji radarski opremi opazili, da se približuje letalo. Sprva so domnevali, da bi lahko šlo za kanadsko letalo, vendar so za vsak slučaj iz bližnje letalske baze Kinross poslali reaktivno letalo F-89C Scorpion, da bi zadevo raziskali. Na krovu sta bila prvi poročnik Felix Moncla, ki je pilotiral letalo, in drugi poročnik Robert Wilson, ki je bil zadolžen za sledenje plovilu prek radarja. V naslednjih nekaj mesecih so se stvari v zraku zelo zapletle in po mnenju ufologov je to postal eden najbolj nenavadnih vojaških opažanj NLP-jev, kar so jih kdaj zabeležili. Menilo se je, da bo plovilo razmeroma enostavno najti, vendar temu ni bilo tako. Ko je letalo zletelo, je Wilson težko sledil plovilu prek radarja, saj je nenehno spreminjalo smer. To je bilo sporočeno zemeljski ekipi, ki je nato začela usmerjati Monclo. Pospešil je na 500 milj na uro in s časoma začel dohitevati neidentificirano plovilo, vendar je do takrat že minila pol ure. Zemeljska ekipa je bila presenečena nad okretnostjo drugega plovila in zaskrbljenostjo so opazovali, kako se je reaktivno letalo začelo približevati svojemu cilju. Ukazali so Moncli, naj se spusti z 25,000 na 7,000 čevljev. In približno 70 milj od obale Kivy No Pointa so končno dohiteli neznani predmet. Pripadniki vojske, ki so upravljali radar, so povedali, da sta se dve točki na njihovem zaslonu začeli približevati ena drugi. Nato pa se je zgodilo nepredstavljivo. Signal Moncla in Wilsona na radarskem zaslonu je nenadoma izginil, kar je povzročilo veliko zaskrbljenost pri vseh vpletenih. Na nekaj sekund kasneje je drugo plovilo nenadoma spremenilo smer, preden je tudi njegova točka brez razlage izginila. Druga plovila so bila takoj poslana na območje, da bi preverili, kaj se je zgodilo, vendar niso našli nobene sledi obeh moških. Iskanja so izvedli ameriško vojno letalstvo, obalna straža in kanadsko vojno letalstvo, vendar brez uspeha. V svojem poročilu za medije je vojska pojasnila, da sta se dva signala na njihovem radarju v nekem trenutku združila, nato pa je njihov reaktivec nenadoma izginil, kot da bi izginil brez sledu. A vendar so to izjavo kmalu zatem spremenili in trdili, da je radarist napačno interpretiral, kar je videl, ter da sta Moncla in Wilson uspešno prestregla objekt, ki je bilo letalo kanadskih letalskih sil C-047. Nadalje so trdili, da je letalo zgrešilo svojo načrtovano pot za približno 30 milj in vstopilo v prepovedani zračni prostor. Ko so jih vprašali o Wilsonu in Moncli, so domnevali, da je pilot nenadoma doživel napad vrtoglavice, kar je povzročilo, da je letalo strmoglavilo v Gornje jezero, medtem ko sta se oba moška vračala na bazo po uspešno opravljeni misiji. Kanadska vojska je izjavila, da je to izmišljotina, saj tisto noč niso poslali nobenega poleta.
In poleg tega so Monclajevi ženi sprva povedali, da je strmoglavil v jezero, nato pa, da je njegovo letalo eksplodiralo v zraku. Vsaka omemba te posebne misije je bila odstranjena iz vojaških zapisov in dogodek nikoli ni bil v celoti pojasnjen. Veliko ljudi verjame, da je šlo za srečanje z nezemerskim plovilom, vendar bo, ali je temu res tako ali ne, verjetno ostalo neznano javnosti, saj o tej misiji sploh ne obstajajo nobeni zapisi. Številka 5. Če bi naključno osebo na ulici vprašali, kdo po njenem mnenju je odkril Ameriko, bi 99% ljudi odgovorilo z imenom Krištof Kolumb. Tako so nas učili v šoli in tako piše v zgodovinskih knjigah. Vendar pa naj bi bil po nekaterih virih pravzaprav Valižan tisti, ki je prvi prispel na celino. Leta 1170 je bil Owen Gwynedd, vladar slavnostne grofije v Walesu z imenom Gwynedd in še danes velja za enega najboljših in najpomembnejših kraljev, kar jih je ta država kdaj imela. Večkrat sta se Owen in kralj Henrik II. Anglije spopadla zaradi neodvisnosti in širjenja Walesa, saj se je Henrik osredotočal na ponovno osvojitev Walesa za Anglijo. Henrika je na koncu premagal Owen in njegovi zavezniki v Walesu, ki jim je na ta dan pomagala tudi slabo vreme. Leta 1170 je Owen umrl in skoraj takoj je med njegovimi 13 otroki izbruhnil notranji boj glede tega, kdo ga bo nasledil na prestolu. Dva izmed njegovih sinov, Marek in Rered, sta se odločila, da nočeta imeti nič opraviti s sporom, niti s preostalo družino. Ukrcala sta se na ladjo v Landelu in po legendi sta začela pluti proti zahodu brez posebnega cilja, saj sta se odločila, da bosta videla, kam jo bo pot zanesla. Preplula sta Atlantski ocean in na koncu prispela na ameriško celino. Odločila sta se, da morata to odkritje deliti s svojim narodom, zato se je Marek vrnil domov po več mož. Ko je prispel tja, je domačine navdušil s pripovedmi o svojih potovanjih in o novem svetu, ki sta ga odkrila z bratom. Očarani nad njegovimi zgodbami se je veliko mož prijavilo za drugo odpravo in leta 1117 so odpluli z otoka Lundy. Pravijo, da se je skupina vrnila v Ameriko in pristala v zalivu Mobile v Alabami. Od tam pa so se odpravili proti reki Alabama, kjer so na poti postavili nekaj kamnitih utrdb. Indijanska plemena o tem še vedno govorijo in so potrdila, da so te utrdbe zgradili belopolti možje, čeprav nikoli ni bilo dokazano, da sta bila to Marok in njegova skupina mornarjev. Toda zgodovinarji so potrdili, da so te zgradbe izjemno podobne gradu Dalvit Dolvitalen v okrožju Conwy v Walesu. Te iste zgradbe so bile datirane v čas pred prihodom Krištofa Kolumba na celino, zato veliko ljudi verjame, da je bil Marek njen pravi odkritelj. Niti Madoka, niti Ririda, niti kateregakoli izmed njihovih mož niso nikoli več videli in špekulira se, da so se odločili ostati v Ameriki, kjer so začeli živeti kot del domorodnega plemena. Številka 4. Sethovo gradivo je knjiga, ki sta jo napisala Jane Roberts in njen mož Robert Batts, vendar je drugačna od vseh drugih knjig, ki so bile kdajkoli izdane, saj trdita, da vsebuje njuno komunikacijo z entiteto po imenu Seth. Ta zgodba se začne leta 1963, ko sta Jane in Robert dobila idejo, da bi opravila nekaj raziskav za knjigo, ki jo je Robert pisal o izvenčutni zaznavi. Kupila sta Ouija desko in začela eksperimentirati, da bi ugotovila, ali so govorice o teh deskah resnične. Nista videla, da se jima bo življenje zavedno spremenilo. 3. decembra tistega leta sta začela govoriti z moško entiteto, ki je trdila, da je ime Seth. Začela sta zapisovati te pogovore, a s časoma je Jane začela prejemati sporočila brez Ouija deske, kot da bi ji bila neposredno posredovana v možgane. To je pomenilo, da deska ni bila več potrebna, saj je Jane lahko preprosto posredovala sporočila Robertu, ki jih je na to zapisal. Seth je pojasnil, da je bičje čiste energije in da ga fizični svet ne zanima več. Dodal je, da je zaključil vse svoje reinkarnacije na Zemlji in da zdaj živi na drugem nivoju obstoja. In poleg tega so bile informacije, ki jih je posredoval paru, v preteklosti že dane mnogim drugim ljudem. Vendar so on in druga bitja z vsako novo generacijo svoja sporočila ponavljali na novo. Seth se je zdel seznanjen s sodobnim jezikom. Jane pa je trdila, da se pogosto, ko je končala pogovor s Sethom, ni spomnila, da bi sploh govorila z njim ali pila vino med pogovorom. Čeprav je bilo prejetih veliko sporočil od Setha, je bil njegov glavni cilj naučiti Jane in preostali svet, da lahko ustvarjajo svojo lastno resničnost zgolj s svojimi mislimi in prepričanji. Pojasnil je tudi, da je reinkarnacija zelo resnična in da je eno izmed temeljnih načel obstoja. Kar zadeva vsakega posameznika, ki ustvarja svojo lastno resničnost, je ponudil razlago, kako to deluje. Notranji ego vsake osebe je odgovoren za ustvarjanje njene telesne oblike in njenega neposrednega fizičnega okolja. Izkušnje, skozi katere gredo, so določene z njihovimi pričakovanji, prepričanji in odnosom, ustvarja pa jih zunanji ego.
Na kratko je Seth pojasnil, da vsaka oseba doživlja življenje, na katerega se osredotoča, in da ga je mogoče spremeniti, šele ko se odloči spremeniti svoje pričakovanja in prepričanja. Jane je to dodatno pojasnila in povedala, da je fizično okolje okoli nas ustvarjeno z našim umom. Te misli so nato napolnjene z energijo, ki prihaja iz uma množic ter dogodkov, ki jih doživljamo bodisi kot skupina ali posameznik. Posamezniki so ustvarjeni na enak način, skozi misli in energijo. Poleg tega je Seth trdil, da resničnost nima začetka ali konca in obljubil, da bo vsak, ki mu bo sledil, doživel spremenjeno zavest in pustolovščine, o katerih si nikoli ne bi mogli niti sanjati. Te seance so se nadaljevale še naslednjih 21 let, dokler Jane ni umrla leta 1984. Medtem ko mnogi verjamejo, da Seth nikoli ni zares obstajal, so številni drugi v Janinih zapisih našli modrost, saj so menili, da so njene knjige na boljše spremenile njihov pogled na svet. Številka 3. V 15. in 16. stoletju je bila plemiška družina Corte Real, ki je izvirala iz Španije, znana po svoji ljubezni do raziskovanja svetovnih oceanov. Dva sinova družine, Gaspar in Miguel, sta to ljubezen podedovala od svojega očeta, Joa Vaza Corte Reala. Za Gasparja so pravili, da je bil pravi pustolovec med njima, saj je odraščal v poslušanju zgodb o daljnih deželah in se je hitro naučil brati zemljevide. Njegovo željo po pustolovščinah so še dodatno podžgala odkritja, ki so jih do leta 1500 naredili drugi raziskovalci, vključno z novimi trgovskimi potmi, novimi celinami, ozemlji in rasami, ki jih še nikoli niso videli. Kot odraslega je Gasparja izbral portugalski kralj Manuel I, da se pridruži drugim raziskovalcem pri odkrivanju novih območij. In na svojem prvem potovanju je morda dosegel Grenlandijo, čeprav ta teorija ostaja predmet razprav. Trdil je, da so ga skupaj z možmi slabe vremenske razmere prisilile k vrnitvi, še preden bi lahko stopili na kopno. Vendar je imel vso namero, da se vrne z več možmi. Ko je leta 1501 zbral veliko skupino raziskovalcev, je ponovno odplul, tokrat s 3 ladjami. Ko so prispeli na območje, so zaradi ledenih razmer naleteli na težave. Ladje niso bile zgrajene za prebijanje skozi led, zato se je Gašpar odločil spremeniti smer in verjame se, da je skupina pristala na Novi Fundlandiji ali morda v Labradorju. Odprava je bila uspešna in Gašpar je seboj na Portugalsko pripeljal približno 60 ljudi, ki so živeli na tem območju. A nekaj, kar nam ni znano, se je zgodilo na poti, saj sta druga 2 ladja prispeli varno, Gašparjeve pa ni bilo nikjer. Miguel ni mogel sprejeti, da je njegov brat preprosto izginil. In ker je tudi sam ljubil pustolovščine, ter mu je bilo obljubljeno nekaj odkrite zemlje, se je odločil, da začne iskati Gašparja. Leta 1502 je zbral novo skupino mornarjev in s 3 ladjami odplul iz Lizbone. Odpravil se je nazaj na območje, kjer so njegovega brata nazadnje videli, kar je pomenilo, da so morali on in njegovi možje prečkati iste ledene vode, na katere so naleteli Gašpar in njegove posadke. To ni predstavljalo večje težave, saj so območje dosegli brez večjih zapletov, toda potem je Miguel naredil usodno napako. Odločil se je, da morajo prepotovati več ozemlja hitreje, zato je ukazal, naj se 3 ladje razdelijo. Dogovorili so se, da se bodo srečali na določenem mestu sredi avgusta tistega leta in 2 ladji sta res prispeli, toda Miguelova je izginila, prav tako kot njegovih bratov. Ugibali so, da je bila njegova ladja bodisi nepopravljivo poškodovana zaradi ledu ali pa je potonila med nevihto. Družina Corte Real pa ni obupala. Leta 1503 je njun brat Vasco Anes poslal 2 ladji na isto območje, da bi poiskali brata, saj mu seveda ni bilo dovoljeno, da bi se odpravil na odpravo. Nekateri zgodovinarji pa so ugibali, da se je eden ali oba brata odločila, da se ne vrneta na Portugalsko in da je eden ali sta oba dolgo živela na enem od teh območij. A to seveda nikoli ni bilo dokazano in zgodovinarji lahko le ugibajo, kaj se je zgodilo z bratoma Corte Real pred toliko stoletji. Številka 2. Pravi se, da so bili ljudstvo zvončastih čaš ključni pri prinašanju bronaste dobe v Britanijo in da so morda pomagali pri prenovi Stonehengea. Vemo pa zelo malo o tej civilizaciji in o tem, kako so živeli. Zdaj verjamemo, zahvaljujoč analizi DNK, da so ljudje iz kulture zvonastih čaš prispeli v Britanijo nekje med letoma 2400 in 2600 preceden nuke štetja in da je njihov prihod pomenil konec neolitika. Poleg tega pravijo, da je njihova DNK skoraj v celoti nadomestila DNK prvotnih prebivalcev Britanije, kar pomeni, da skoraj nihče od prvotnih prebivalcev otoka ni povezan s sodobnimi ljudmi, ki tam živijo danes. To so ugotovili med študijo, v kateri so primerjali DNK ljudi, ki so bili pokopani v Britaniji pred in po prihodu teh skrivnostnih ljudi. Vodilni raziskovalec profesor Ian Barnes je poročal, da je bila DNK najdena v ostankih ljudi, ki so bili pokopani po njihovem prihodu, izjemno drugačna od DNK prvotnih prebivalcev, kar je nakazovalo na velikansko zamenjavo prebivalstva. Ljudje iz kulture zvonastih čaš so dobili to ime zaradi svojega značilnega sloga lončarstva.
Pred približno 4500 leti so začeli izdelovati lončene posode v obliki zvonca, kakršnih še nikoli prej niso videli. Prvič pa so jih opazili na območju današnje Španije in Portugalske. Ta slog je hitro postal moden po Evropi. Stoletja kasneje pa so ga prvič opazili tudi v Britaniji. Čeprav za to ni bilo najdeno trdno pojasnilo, so učenjaki predlagali, da so bili ljudje iz kulture zvonastih čaš v procesu množičnih migracij in da so ta slog lončarstva prinesli s seboj, kamorkoli so šli. V nekaj stoletjih je v Britanijo prispelo še več ljudi iz kulture zvonastih čaš in kmalu so skoraj popolnoma zamenjali DNK prvotnih prebivalcev tega območja. Imamo celo dobro predstavo o tem, kako so izgledali. Zahvaljujoč analizirani DNK, raziskovalci verjamejo, da so imeli svetlo kožo, svetle lase in svetle oči. Ob njihovem prihodu so imeli domačini Britanije običajno rjave oči, rjave lase in olivno obarvano kožo, kar danes zagotovo ni več tako. To se zdi, da podpira teorijo, da so bili prvotni prebivalci postopoma zamenjani, saj so ljudje iz kulture zvonastih čaš imeli otroke z domačini, ki so sčasoma izginili v pozabo. Kar zadeva izvor ljudi iz kulture zvonastih čaš, so sprva verjeli, da prihajajo iz Liberije, vendar strokovnjaki glede tega niso 100% prepričani. Prav tako je bilo predlagano, da so se pomešali z lovci in nabiralci v Evropi, preden so odpotovali v Britanijo, kar pomeni, da je bila njihova DNK spremenjena že pred njihovim prihodom. Ni običajno, da DNK ene skupine popolnoma prevlada in sčasoma zasenči drugo, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da za to obstaja razlaga. Menijo, da je morda izbruhnila epidemija in da je sledila tragedija. Zelo verjetno je, da so bili pripadniki kulture zvončaste čaše imuni na učinke bolezni, medtem ko prvotni Britanci niso bili. Tako bi pripadniki kulture zvončaste čaše še naprej uspevali, medtem ko bi Britanci podlegli kugi, kar bi skozi leta povzročilo zmanjšanje njihove DNK. Celo predlagano je bilo, da so začeli uporabljati Stonehenge in številna druga neolitska najdišča, ki so bila zgrajena v Britaniji, ter da so morda sodelovali pri preoblikovanju tega slavnega spomenika, čeprav to ni bilo dokazano. Domorodcem v Britaniji so predstavili obdelavo kovin, lokostrenstvo in svoj značilni slog lončarstva. Če bi se karkoli od tega kdaj dokončno izkazalo za resnično, bi to lahko spremenilo zgodovinske knjige, kot jih poznamo. A za zdaj se moramo o teh starodavnih ljudeh iz kulture zvonastih čaš še veliko naučiti. Številka 1. Skozi stoletja so arheologi odkrili nekaj neverjetnih artefaktov, za katere ni videti nobene razlage. Nekateri so bili najdeni na najmanj verjetnih mestih, kjer jim ni mesto, medtem ko so druge izdelali ljudje, za katere še nikoli nismo slišali. Za nekatere pravijo, da vsebujejo prekletstva, druge pa prikazujejo živali in predmete, ki jih nismo mogli prepoznati, zaradi česar nekateri verjamejo, da so jih ustvarila nezemeljska bitja ali civilizacije, ki so se izgubile v času. Potem so tu še tisti artefakti, za katere pravijo, da v njih bodisi straši ali pa jih je obsedla zlobna entiteta. Ta poročila običajno jemljejo z rezervo, vendar številni obiskovalci egipčanskega oddelka muzeja, Manchester Museum, vztrajajo, da ima eden od razstavljenih artefaktov svojo lastno voljo. Obravnavani predmet je pogrebna statueta iz Srednjega kraljestva, ki je razstavljena v steklenem vitrini v muzeju. Sprva so mislili, da gre le za enega izmed stotin staroegipčanskih artefaktov, ki so jih odkrili skozi leta. A nekega dne se je vse to spremenilo. Februarja 2013 je kustos muzeja Campbell Price vodil skupino obiskovalcev skozi egipčanski oddelek, ko je opazil nekaj nenavadnega, kar ne bi smelo biti mogoče. Kip se, ki se imenuje Nab Senu, bil v starih časih pokopali skupaj s faraonom, saj so verjeli, da bo služil kot sekundarna posoda za faraonovega duha, če bi bila njegova mumija uničena. Omeniti je treba, da sta bila mumija in kipce muzeju podarjena leta 1933 in sta bila takrat shranjena ločeno. Na omenjeni dan je bil Price presenečen, ko je opazil, da je artefakt obrnjen v napačno smer in ni imel nobene razlage zakaj. Ostalemu osebju v muzeju je vprašal, ali je kdo premaknil artefakt, vendar ga ni nihče. Poleg tega je imelo ključe od tega posebnega vitrine le nekaj ljudi, vendar nihče ne bi premaknil kipa, ne da bi se prej posvetoval z njim. Odprl je vitrino, obrnil kip nazaj v prvotni položaj in vitrino ponovno zaklenil. Naslednji dan je bil kip spet obrnjen v drugo smer, dan zatem pa se je ponovno premaknil. Verjel je, da mora za to obstajati logična razlaga, naprimer vibracije, ki jih on in njegovi obiskovalci niso mogli občutiti. Toda noben drug artefakt v isti vitrini se ni premaknil niti za milimeter, zato je bil Price povsem zmeden. Ker so sumili, da je nekdo dobil dostop do vitrine, so nanjo usmerili kamero, ki je vsako minuto posnela fotografijo. Ko so pregledali slike, so bili muzejski uslužbenci presenečeni, saj so ugotovili, da se je artefakt obračal sam od sebe, medtem ko so ostali popolnoma pri miru. Predlagali so, da bi se lahko vrtenje zgodilo zaradi razlike v trenju, kar je vsekakor verjetna razlaga, vendar je Price ostal skeptičen.
Poročal je, da je bila statueta že nekaj časa postavljena v istem vitrini in da se prej nikoli ni premaknila, kar ne bi bilo mogoče, če bi bilo za to krivo tovrstno trenje. Številni strokovnjaki so podali svoje mnenje o tej teoriji, vendar nihče ni mogel pojasniti, zakaj se je artefakt nenadoma začel tako obnašati, ko pa je v preteklosti ostajal popolnoma pri miru. Še danes je razstavljen, da si ga lahko vsak ogleda. Če ste dovolj pogumni, seveda. Najlepša hvala, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite pritisniti na gumb všeč mi je. Ne pozabite se tudi naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Ty Noc in se vidimo v naslednjem videu.